Lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji ves čas delujemo in želimo podpirati ukrepe, ki so usmerjeni v omogočanju samostojnega življenja invalidov. Danes predstavljamo zakon o osebni asistenci, ki je nastajal več let in smo ga uskladili tudi z invalidskimi organizacijami. Torej ima predlog zakona o osebni asistenci tudi širšo javno podporo. Ob 10. obletnici sprejetja konvencije Organizacije združenih narodov in pravicah invalidov ter 3. decembru, mednarodnemu dnevu invalidov, izpolnjujemo svojo volilno obljubo. Vložili smo zakon o osebni asistenci, s katerim bo posameznikom in posameznicam, ki zaradi posledic svoje invalidnosti nujno potrebujejo pomoč drugega človeka pri socialnih aktivnostih in osnovnih potrebah, to omogočeno. Tukaj je mišljena predvsem osebna higiena, oblačenje, hranjenje, pomoč v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, pomoč pri gibanju, pri sporazumevanju in drugih potrebah. Z vložitvijo predloga zakona Krščanski demokrati sledimo zavezi zadnjega kongresa v Brežicah. V kongresi izjavi Gradimo normalno Slovenijo smo izpostavili, da v Sloveniji potrebujemo ukrepe v podporo kulturi življenja, s katerim bo državljanom omogočeno razvijanje njihovih talentov in sposobnosti. V skladu s tem je invalidom, ki potrebujejo veliko pomoč pri osnovnih dnevnih aktivnostih, potrebno najprej omogočiti osebno asistenco, da lahko živijo samostojno. Ob tem bodo lahko lažje razvijali talente, sposobnosti in po svojih močeh prispevali k razvoju naše družbe. Če se dotaknem, kako je to potekalo že v preteklosti, sprejemanje zakona o asistenci. Že leta 2010 je bil v javni razpravi prvi predlog zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo ministrstvo v sodelovanju z invalidi, uporabniki in strokovnjaki. Predlog kasneje ni bil posredovan v zakonodajni postopek. 2 leti kasneje je bil vložen preko instituta ljudske iniciative v zakonodajni postopek predlog zakona, ki ga je predlagalo več kot 7000 volivk in volivcev. Predlog na seji matičnega odbora v Državnem zboru ni dobil podpore. Decembra istega leta je ministrstvo ponovno posredovalo v javno razpravo nov osnutek zakona. Tudi v tem primeru kasneje ni bil začet zakonodajni postopek. Kot nam je znano, je tudi lani jeseni ena od koalicijskih strank dobila osnutek besedila zakona, vendar ga ni vložila. Ne glede na navedeno zakonsko praznino pa velja povedati, da se osebna asistenca nesistemsko v Sloveniji izvaja in programsko financira že vrsto let. Vendar zaradi zelo omejenih sredstev vsi invalidi, ki potrebujejo osebno asistenco, te ne prejemajo pod enakimi pogoji na celotnem območju Republike Slovenije oziroma ne prejemajo v potrebnem obsegu. Zaradi vsega povedanega in navedenega smo v Novi Sloveniji ocenili, da je res skrajni čas, da se vloži predlog zakona. Verjamemo, da ga bodo vsi poslanci, ne glede v kateri stranki so, v opoziciji ali koaliciji, podprli in v prihodnjem tednu začnemo z njimi tudi razgovore. V nadaljevanju bo Cveto Uršič, predsednik strokovnega odbora Nove Slovenije za družino, delo, socialne zadeve in glavni avtor besedila predstavil tudi zakonski predlog. Hvala, Iva. Torej, v nekaj stavkih kratek oris predloga zakona. Kdo so upravičenci? Do osebne asistence naj bi bili po predlogu zakona upravičeni tisti invalidi, ki zaradi svoje invalidnosti potrebujejo veliko podpore za socialno vključevanje in pri vseh drugih osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih. So stari od 18 do 65 let, torej v delovno aktivnem življenju, živijo izven institucije, torej v svojem stanovanju ali doma, ali se pripravljajo na življenje izven institucije in potrebujejo
najmanj 30 ur asistence tedensko oziroma do 24 ur dnevno. Pri tem ni pomemben premoženjski položaj upravičenca oziroma vlagatelja. Pri upravičencih smo sledili praksi, ki je uzakonjena v različnih drugih državah, recimo Danska, Švedska, Norveška in še vrsta drugih držav. Katere storitve so? Kolegica jih je predtem že naštela. To so storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, to, kot je rekla, osebna higiena, oblačenje, hranjenje in tako naprej, pomoč v gospodinjstvu, pri kuhi, pri nabavi, pri pospravljanju, pomoč tudi pri spremstvu, na banko, če greš, ali kakršnekoli, ali pri športu, političnem, verskem življenju, na delovnem mestu, pri izobraževanju in pa seveda tudi pri sporazumevanju. Podrobnejša seznam teh storitev in standarde in drugo bo pač zapisano v podzakonskem aktu. Ključna razlika, kar je pravzaprav ključno sporočilo tega našega predloga zakona, pa je, da se osebna asistenca se izvaja, je nekaj drugega, kot pa druge podobne storitve, kot so recimo patronaže ali pa socialne oskrbe na domu. Pri osebni asistenci je vedno prisoten uporabnik in uporabnik je tisti, ki vodi asistenta. Zelo preprosto. Če živiš v domu ali pa če imaš oskrbo doma, pridejo ob 7:30 zjutraj, takrat je treba vstati, ob 8 je zajtrk, enkrat na teden tisti in tisti dan je kopanje, če pride oskrba na domu, pride za pol ure, pride takrat po urniku. Tukaj ni nobenega dostojanstva, ni spoštovanja posameznika. Tudi mi se ne kopamo po urniku, ne jemo po urniku, ne gremo v trgovino po urniku, takrat, ko ima čas, recimo v nekem društvu, kombi ali pa oskrba na domu. Torej, ključna sprememba je, uporabnik je tisti, ki vodi asistenta. Seveda je pri tem treba zagotoviti dostojanstvo z vidika uporabnika in pa tudi seveda dostojanstvo in spoštovanje asistenta na obeh stranih. Pravica do osebne asistence se bo seveda izključevala z bivanjem v inštituciji, z dolgotrajnim bivanjem v bolnici, ne bo se pa izključevala recimo z vključitvijo v varstveno delovni center. Kdo bodo izvajalci osebne asistence? Pravna fizična oseba, katerega temeljni namen ni ustvarjanje dobička. Lahko bo tudi sam invalid odprl SP in zaposlil asistenta pri sebi. Postopek. Vlagatelj bo vlogo vložil na pristojni center za socialno delo, kjer bo tudi kasneje za odločbo mu dodeljena pravica do osebne asistence. Izvedenski organ predvidevamo, da bi bila to 3-članska komisija, v kateri ne bi bil nekdo strokovnjak z področja zdravstva, strokovnjak z področja socialnega varstva in pa seveda tudi predstavnik uporabnikov. Preprosto gre za to, da imajo uporabniki tudi pri določanju vrste, obsega osebne asistence možnost vpliva. Tudi z vidika ozaveščanja strokovnjakov. Verjamemo, da je zakon potreben zato, da se zagotovi dostojnejše življenje, bolj samostojno, neodvisno življenje tistih invalidov, ki potrebujejo veliko podpore, in zato tudi verjamemo, da bodo vse politične stranke podprle naš predlog. Hvala. Ja, jaz bi. Elena Pečevič, pozdravljeni, sem vesela, da sem doživela ta trenutek, iskreno rečeno. Upam, da boste uspešni tudi pri pridobivanju
konsenza drugih poslancev in poslank in da ne bo tukaj zopet igrica iz inata, če si vložil ti, ne bom jaz podprl in tako naprej. Zelo znan šport v Sloveniji. Mi smo lani 3. decembra dobili obljubo, da bo v prvi polovici tega leta zakon strani koalicije, ne samo SMC, vložen, te je to zgodilo. Upam, da bodo kljub temu, ker je pač ta opozicija vložila še vedno za to, da se zakon sprejme. Mi smo pripravljeni vse, ker smo že doživeli veliko stvari. Tako da pač prosim, da čim prej poiščete potrebno podporo, še predno prade vlada, da se to vloži not. Hvala. Mi bomo iskali, kot je rekla kolegica, je pa pomembno tudi to, da imamo podporo vas invalidov, vas, ki ste že sedaj in ki boste v prihodnosti tudi uporabniki osebne asistence. Mi smo se pogovarjali z številnimi invalidskimi organizacijami, ki imajo člane različnih vrst invalidnosti, smo jih poslušali in verjamemo, da je zakon dobro strokovno pripravljen, sledi, kot je kolegica rekla, praksi, ki je do sedaj v Sloveniji, sodobnim modelom, sodobnim konceptom neodvisnega življenja in pa tudi zakonodaji oziroma praksi iz drugih evropskih držav. Tako da osebna asistenca ni ta pravica, ki jo bodo invalidi dobili v Sloveniji, ni nekaj izjemnega. To je tisto, kar številne države že omogočajo in kar invalidi v resnici zelo potrebujejo. Zato verjamemo, da bomo imeli podporo drugih političnih strank. Če še odgovorim, kar se tiče usklajevanja z ostalimi predstavitve zakona, ostalim poslanskim skupinam in parlamentarnim strankam, seveda mi, kot sem rekla, v prihodnjem tednu bomo začeli prvi krog s pogovori, glede na to, da je resnično zakon potreben, glede na zgodovino, ki smo jo tudi poslanci doživeli v Državnem zboru, kako je bilo že leta 2012, vsi vemo, sem prepričana, da nas zakon o osebni asistenci ne sme razdvajati in iskati političnih točk, ampak združevati, ker delamo dobro in humano stvar. In jaz na tem gradim in tudi svoje predstavitve v prihodnjem tednu. Delamo dobro stvar, humano stvar za vse, ki to potrebujejo. Bolj poskrbano bi jaz dodala, da v bistvu uresničujemo človekove pravice in konvencijo Združenih narodov. In jaz mislim, da bi tudi še kdo drug na visokem političnem nivoju mogel aktivno pristopiti k kampanji za ta cilj.